Beletrina v živo. Danes se bomo pogovarjali o knjigi, ki nam bo obrnila parametre razumevanja in spominjanja na zgodovino, ki jo nismo doživeli. Mateja Ratej, zgodovinarka Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU v Ljubljani, je ravnokar izdala knjigo Rožengrund, ki pogleda z malo spremenjeno perspektivo na obdobje med obema vojnama. Od tam smo navajeni brati knjige o velikih junakih tega obdobja, ki so se uprli najprej eksploataciji in potem fašizmu. Običajno so iz delavskega okolja v mestih. To je pa Rožengrund, je pa knjiga o kmečkem okolju na Štajerskem in to proletarskem, lumpen proletarskem. Skratka, o tistem sloju, ki ni bil samo brez pravic, ampak tudi brez zemlje, brez ekonomije, brez ničesar. Znotraj tega se ukvarja z ženskami in na veliko presenečenje se izkaže, da je revežev bistveno več na podeželju kot v mestih in da je do upora v nasprotju s tem, kar običajno verjamemo, prišlo bolj intenzivno na podeželju kot v mestih, uprle so se pa v prvi vrsti ženske. Dober dan, Mateja. Dajmo zdaj to razvozlati. Krasen uvod, ja. Ti si se fokusirala na ženske, ki jim težko celo rečeš proletarke. Pa daj nam opiši kontekst, v katerem si se ozrla na nje. Torej, mene kot raziskovalko tega medvojnega obdobja vselej zelo nerviralo to plakativno obravnavanje dogodkov, pojavov ljudi tistega časa. Nekako zdeli so se mi blazno neprepričljivi. Po drugi strani pa tudi nestimulativni z vidika današnjega bralca, ker govorijo o tem, kot praviš, kako so se ljudje na mah uprli eksploataciji, dosegli boljše razmere in pravično družbo in živeli srečno do konca svojih dni. In če pomisliš z današnjega vidika, je to izredno nemotivirajoče, kaj ti kaže na to, da danes živimo v neki atomizirani družbi, kjer vsak gleda samo nase, torej ni niti trohice upanja, da bi se tu karkoli zgodilo, da bi nas karkoli nagovorilo, povezalo v nekem skupnem političnem prizadevanju. Zdaj, medvojna družba, zlasti čas 30 let 20. stoletja, izredno politično dinamičen, družbeno dinamičen. Ravno na primeru kmečkih delavcev, kot tedaj večinskega slovenskega prebivalstva. Ker to je presenetljivo, ne? Tako. Večina slovenskega prebivalstva, ki je se uprlo razmeram v družbi, je bilo kmečkega porekla, hkrati so pa tam bili delavci. Da, prva jugoslovanska država je bila agrarna država, ni bila industrijska država, takšna je postala šele v drugi Jugoslaviji s to intenzivno industrializacijo. Medtem ko je bilo v predvojni družbi prevladujoče kmetstvo, in pa zlasti kmečko delavstvo. Namreč, ko rečemo danes kmeci, ne predstavljamo izredne socialne razslojenosti tistega časa, ki je bistveno razlikovala med kmečkim delavcem, hlapcem, kočarjem, bajtarjem in pa imovitim kmečkim gruntarjem, ki je seveda edini imel neko opolnomočenje in je bil tudi edini nagovorjen s strani etablirane politike. In ko sem raziskovala politiko tedaj najvplivnejšega političnega prvaka Antona Korošca, sem seveda kmalu opazila, da se ta največja slovenska in najvplivnejša slovenska stranka, tudi jugoslovanska, izredno vplivna, v tistem času sploh ni ukvarjala s kmečkim delavstvom. Paradoksalno,
Po drugi strani pa, ko začneš raziskovati, prideš jim pa najbližje ravno skozi kazenske spise, ker tak nek brezimen sloj, malo da ne brezpravn sloj, seveda nima nobene besede v javnem prostoru, ne danes in še manj tedaj. Do besede pride takrat, ko se zgodi zločin in je potrebno razložiti okoliščine tega dogajanja. Ne? In takrat pride do besede tudi ta kmečki delavec, v našem primeru kmečka delavka. In seveda se je potem zelo hitro pokazalo, zakaj se etablirana politika ni nekako zmogla ukvarjati s to populacijo. Seveda tu gre za eno zelo neizobraženo, neartikulirano, sovražno razpoloženo do kakršnekoli gospode, pod čemer razume vse od učitelja, zdravnika, advokata, oblasti, pač vsakogar, ki je v tej izredno razslojeni družbi višje od njega. Ne? In tisti, ki so se bili pripravljeni ukvarjati s to nekako močvaro, brez političnih artikulacij, so bili komunisti. In v Slovenski ljudski stranki so se že zgodaj v začetku 30-ih dobro zavedali, da so v trenutku, ko so komunisti uspeli nagovoriti ta prevladujoč kmečki proletariat, bolj uspešno od etablirane politike, poistovetili rešitev njihovega socialnega vprašanja s politiko komunistov. In takrat je bila zapečatena usoda in narodnoosvobodilnega gibanja in povojne ureditve. Ne? Se pravi, komunisti niso prišli leta 1945 in nasilno prevzeli oblasti, temveč vsaj desetletje pred vojno postopno gradili to socialno senzibilnost v neki izredno nepravični družbi, kjer je vsakdo, tudi etablirana politika, zaznavala probleme, izredne socialne probleme tistega časa, vendar ni imela nikakršne volje in poguma reševati jih. Ne? Nekaj podobnega se dogaja danes, recimo. Ne? Ampak preden pridemo sem. Knjiga se bere kot antropologija zgodovine, skorda, ne? Svetopisemska metoda z preprostimi zgodbami in prilikami razložimo kompleksne fenomene. Ne? Kakšna je tvoja raziskovalna metoda? Ja, ravno skozi... Ker zgleda zelo strogo to, kar počneš. Ne? Ravno skozi biografije priti čim bližje razumevanju časa, dobe, ne? In pač na tak način razgrniti družbo, zlasti pač medvojno družbo, s katero se jaz... Ampak kako sestaviš biografijo ženske, ki se je branila pred spolnim nasiljem in je ubila nadlegovalca? Torej, že nekaj časa pač se najbolj posvečam ravno kazenskim spisom, ki se mi zdi bolj prepričljivo razgrnejo te družbene patologije, ker ravno patologije pokažejo pravi obraz družbe, ne politični nagovori politične elite, ne? In skozi tak kazenski spis seveda dobiš ne samo neko uradno dikcijo obdobja, ampak dobiš mentalitete, odnose, strahove, razumevanja. Vemo, da se pomeni pojavov, pojmov v času spreminjajo, ne? In kar v nekem času pomeni nacionalizem, ne pomeni enako v času med obema svetovnima vojnama. Ne? Tako da v tem kontekstu sem seveda zelo kmalu opazila, da je izredno veliko kazenskih primerov, katerih so udeležene ženske. In ko sem jih odbrala, izbrala, se je v naslednji fazi pokazalo, da gre v vseh primerih za kmečke delavke. Ne? Se pravi, imamo nek družbeni pojav, ne? In ne gre za neko posamično dejanje, poblaznele ženske, ne? Ampak gre za neko družbeno dogajanje in nek podoben odziv na neko stanje. Ne? In kar se je pokazalo v primeru ženskega nasilja v kočarskih družinah, se pravi v družinah kmečkih delavcev, to so bili seveda ljudje, ki večinoma ali niso imeli svoje lastnine, ali pa so imeli največ do 5 hektarjev zemlje, ne? Večinoma na Štajerskem manj. To pa zato, ker je bilo to področje še iz časa Avstro-Ogrske med
najrevnejšimi, zlasti ta mariborska okolica, ptujska okolica Haloze, ne, kjer je bilo ob tem še veliko alkohola, stalen dostop do alkohola, to so vinorodna področja, ne, in to je bila ubijalska kombinacija, ki je v družine Bajterjev seveda vnašala nenehno nasilje, vsakodnevno nasilje, ne, ki so ga bile ženske večinoma pripravljene prenašati zaradi prevladujoče katoliške družbe, ne. Do neke točke seveda lahko je trajalo 10, lahko je trajalo 20 let, ne, ko je pa na neki točki seveda prišlo do tega preobrata in je ženska se odločila narediti konec, ne. Lahko da je bilo to v nekem hipnem, marsikatera pa je rekla, in takrat sem jaz začela razmišljati, da ne bo drugače, kot da se moža znebim, ne, je povedala na sodišču, ne. Druga kategorija žensk, ki so pod skrajnim nasiljem nad zakonskimi partnerji posegale, pa so bile mlade kmečke delavke, hčere seveda nekih kočarjev, ne, kjer je bilo običajno po 10 otrok. In v takih družinah so seveda hčere še posebno težko napredovale in so zaradi odsotnosti socialne mobilnosti, ne, namreč katoliška družba, prevladujoča katoliška politika tistega časa se je zavzemala za socialno distanco, kar pomeni, delavec naj ostane delavec, kmet naj ostane kmet, ne, socialne mobilnosti skoraj da ni, ne. In če je neka kmečka delavka želela nekako se izogniti temu, da postane dekla, ne, popolnoma izkoriščena, brezpravna oseba, ne, je poskušala svoj socialni položaj dvigniti z zločinom. Kako? Tako, da se je poročila z mnogo starejšim vdovcem, gruntarjem, do 30 let starejšim, ne, potem ga pa s pomočjo svojega ljubimca ali pa s pomočjo prijateljev iz koristoljubja spravila sveta, ne, da bi tako postala gruntarica, ne. Ker ji pač družbene okoliščine niso omogočale drugačnega vzpona po družbeni lestvici, ne. In to sta bili te dve skupini ljudi in zdi se mi zelo dobro, da ne izpostavljamo sedaj tu žensk kot nekih žrtev, ne. One so v tvoji knjigi zelo dejavne protagonistke, ne. Vseh pomenih. So tudi koristoljubne, so tudi zlobne, so tudi odvratne, ne. In samo to je pravo človeško bistvo, ne. Ženska je človek kot vsak drugi, ne. In v knjigi najdemo različna prizorišča. Najdemo kočarsko okolje, kot ga najdemo v slovenski literaturi, en od klasičnih toponimov, ne. Ampak najdemo zapore, najdemo sodni govor, priznanja, obrambo in potem razsodbe, ampak najdemo tudi reakcijo v časopisih, zakaj to ni bilo nekaj, kar bi bilo skrito, ne. O tem se je govorilo javno in pisalo, in kronika je vsa zabeležena, ne. Kar par reči tukaj postane zanimivih, ne. Najprej, da vsi zapori niso bili enaki, ne. Zapori za politične begunce so bili drugačni od ženskega zapora v Begunjah, recimo, ne. Ampak ena od reči, ki preseneča, je to, da takrat sta bila cerkev in njej najbližja ljudska stranka politična monopolista v državi. Kako je mogoče, da so lahko spregledali, kako v družbi nastaja upor proti zavezništvu politike in organizirane religije? Niso spregledali, samo niso imeli mehanizmov, da bi to preprečili. Kajti komunistično gibanje, prepovedano že leta 1920, je strmo rastlo z močno mednarodno povezanostjo in ko je z nastopom gospodarske krize, ki je nekako v Jugoslavijo prišla v začetku 30 let, uspelo obrniti to dikcijo v neko množično gibanje, tedaj ni bilo več poti nazaj, ne? In to se je lepo videlo tudi pri politični biografiji Antona Korošca, ki je v tistem času, konec 30 let, ko je njegova stranka na Slovenskem pravzaprav vzpostavila enopartijski sistem, se pravi, to niso bili komunisti po letu 1945, ampak že leta 1935 Slovenska ljudska stranka,
ki je imela absolutno politično premoč v slovenskem prostoru, v vseh porah družbe, od pravosodja, izobraževanja, torej policije in tako naprej. Kako je v tistem času postal, ga je zajela neka popolna letargija, ker se je zavedal, da poti nazaj ni. Zavedal se je, da prihaja vojna in da bodo v času vojne seveda komunisti edini zmožni prevzeti politično pobudo. Ne? In, tukaj antikomunizem dobi čisto neko drugo konotacijo, teh, kateri si danes predstavljamo v času druge svetovne vojne. Ne, da? Ja, je zanimivo, da je današnji antikomunizem zelo podoben tistemu predvojnemu, kar že samo po sebi govori o irelevantnosti tega današnjega stanja, ker je anahronistično. Ne? Se pravi, ne nagovarja današnjih družbenih razmer, ampak posnema neke pretekle družbena dogajanja, ki so veljala in funkcionirala v tistem času, danes pa so groteskna na nek način. Ne? Tako da danes so antikomunistični poziciji desnega pola nekako skoraj da ni izgubljati besed, ker ne nagovarja družbenih antagonizmov današnjega časa. Ne? V tistem času pa je seveda antikomunizem bil prevladujoča, ena osrednjih teh političnih osi, okrog katerih se je napletala politika Antona Korošca. Ne? Ampak da ne bi dobili občutka, da je knjiga politična analiza časa. Ne? Temelji na konkretnih biografijah žensk, ki so se znašle na sodišču in v zaporih. Ne? In od tu naprej potem teče analiza. A katera od teh pripovedi ti je najljubša? Katera biografija se ti zdi, da nekako reprezentira čas in probleme? Ja, se mi zdi, da me nekako venomer si berem potek dogajanja v primeru Antonije Grdija. Njene motike. Tako, iz Slovenskih goric, torej mladega dekleta iz kočarske družine, ne, ki se je odločila na neki veničariji, kjer je bilo zbranih mnogo domačinov, ne, pa je eden od njih brez pardona segal v njeno oprsje, pa med nožje, ne, pa ga je nekaj časa odrinjala, ne. Nato pa je vzela motiko in jo tako kot Uma Thurman, ne, v Kill Bill, ne, ga najprej odrinila s tem štilom, ne, nato pa z eno roko obrnila to motiko in ga kresnila po glavi in je bil mrtev. Ne. Jaz to vedno prebiram svojim hčeram, zato ker se mi zdi zadoščanje za tisoče drugih žensk, ki so bile in so nadlegovane, pa se nič ne zgodi. Ne? Motika je radikalen odgovor in tudi prinese radikalne konsekvence. Seveda. In pač mene seveda najbolj vznemirjajo v zgodovini in tudi sicer paradoksi. Ne? In zmeraj se spomnim, ko si mi enkrat rekel, da je paradoks tisto največ, kar lahko narediš v enem človeškem življenju. To je eno od, se mi zdi, kar mojih vodil postalo, odkar si to rekel, me je blazno, sem ponotranila to. In seveda paradoks je, da ena Antonija, neizobražena, neartikulirana, groba, torej težko bi našel neko pozitivno človeško lastnost na njej, ne? Seveda takšna ženska težko postane junakinja ženskega gibanja, ne? Gibanja oziroma žensko emancipacijo, ampak kaže nam pa ravno to, da so ženske tudi z nasiljem ali pa ravno z nasiljem najbolj širile svoj manevrski prostor v nekem družbenem prostoru, kajti če pomislimo okolje, iz katerega je izhajala, seveda ni bralo časnikov, ni bralo literature, komaj da je bilo pismeno. In ravno na tak način, ko so okoliški fantje vedeli, da lahko ženska tudi udari in pokonča svojega nadlegovalca, si je ženska lahko ta prostor razširila. Ne?
Kajti v tistem času seveda o nekem feminističnem gibanju na Slovenskem težko govorimo, imamo par zelo izstopajočih osebnosti, ne vem, Zofka Kveder, Angela Vode, Elvira Dolinar, ne? Ampak lahko jih tako rekoč na prste ene roke prištejemo, ne? Koliko so v blazno razslojeni družbi, kjer en sloj praktično ni slišal, ni videl, ni poznal drugega, ni imel nikakršnega stika z njim, ne? Seveda te dikcije, te politične teme nikakor niso prišle do tega najnižjega sloja, ne? In ravno v teh okoliščinah se je izkazalo to terensko delo, ki ga danes tolikokrat nekako papagajsko ponavljamo, kot terensko delo političnih strank, češ pojdite na teren, ne? No, to je bil ta teren, ne? Oditi v okoliščinah nekega medijskega mrka, ko ljudje niso imeli drugih možnosti spoznavanja nekih političnih artikulacij, odideš na teren in tam na domu Bajtarju razložiš, zakaj bi se pa bilo smiselno boriti, ne? Ker kaj je zanimivo in vidno tudi iz teh kazenskih spisov je, da ti ljudje niso prepoznali svojega položaja v družbi, ampak so mislili, da so si za svoj slab položaj krivi sami. In to so jih prepričevali tudi institucije, tako, seveda, od papeža do občinskega zapisovalca dogodkov. In eden od teh mož lepo reče ženi, ti si kriva za naš slab položaj, ker kar naprej rojevaš otroke. Ne? Zdaj, ti si kriva. Pogled, danes je skoraj nezamisljivo razpravljati o zgodovini brez boja za ženske pravice in za enakopravnost spolov, ne? Kje je geneza takšnega razumevanja zgodovine? Ostaja v slovenščini misterij. Za Veliko Britanijo vemo, da pač nekje pri sufražetkah je prišlo do samorazumevanja, ki je pripeljalo do boja, ki je bil tudi nasilen, ne? Tam prav posebne nežnosti ni bilo v družbeni komunikaciji. Ampak tle nekje med tvojimi zgodbami je geneza ženskega gibanja v slovenščini, ki je sicer zapisano pri Angeli Vode in drugih, ampak v resnici je dosti širše od intelektualnih krogov in mogoče višjega srednjega razreda, kjer so prišli do istih sklepov kot Antonija svojo motiko, da se je treba upreti okoliščinam. Kje ti zaznaš genezo? Torej, te meščanske, večinoma ženske, ne, in meščansko je tedaj res pomenilo pač nekaj povsem drugačno življenje, ne, od življenja nekega kmeta, kmečke ženske, kmečke delavke, ne. In zato ni slučajno, da je bila tudi politika zgrajena na politiki mesta, kjer so bili liberalci, in politiki vasi, kjer je bila Slovenska ljudska stranka, ne. To razlikovanje med tema dvema svetovoma je bilo potem tudi politično močno zakoličeno, ne. In seveda te izobražene meščanske ženske so seveda te feministične vzore iskale iz tujine, medtem ko je pa med kmečkim delavstvom in pa kmetstvom seveda bi težko rekli, da je v tistem času se kaj takega pojavljalo, je pa prišlo skupaj z komunistično artikulacijo boja za socialno enakost, se pravi za normo enakosti, v okviru katerega so komunisti prištevali tudi seveda boj za žensko enakopravnost in enakovredno vključenost žensk v javno življenje, ne. Zanimivo je, ker si predstavljamo danes, kako so seveda potem ženske si vdahnile po drugi svetovni vojni, zdaj smo pa osvobojene, ne? Zdaj pa lahko volimo, zdaj pa lahko hodimo v službe, ker imamo vrtce, ker imamo skrbstvo za ostarele, s čimer so se prej pretežno ukvarjale, ne? Čemur pa seveda ni bilo tako, ne? Temveč so si ženske, ko je bilo vojne konec, ženske so bile vajene patriarhata, ne? In so si želele vrnitve te stare normalnosti, ne? In seveda za nekatere, za določene sloje v mestih, izobraženstvo je seveda ta ženska emancipacija po drugi svetovni vojni pomenila nekaj čisto drugega kot pa za neko kmečko žensko, ki si je v okviru tega svojega kmečkega
gospodinjstva seveda že ustvarjala neko svojo vrednost in prepoznavnost, ne? In ni želela, da se ji to odzame, ne? Ni želela, da sedaj varstvo otrok nekdo drug prevzame, pa varstvo starejših, ne? To potem podre celoten njen miselni sistem in točno to se je zgodilo, ne? Kajti komunisti so se, kot vemo, lotili preobrazbe družbe v totalnosti, ne? Pričemer pa spet niso bili izvirni, ker so prav to počeli že v katoliški politiki pred drugo svetovno vojno. Tudi oni so se zavzemali za totalno preobrazbo družbe na katoliški osnovi, ne? In ko gledamo, kot omenjaš, kaznilnico v Begunjah, ki so jo vodile seveda redovnice, katoliške redovnice, ne? In nas to nekako neprijetno spreleti in spomni na dekline zgodbe današnjih časov, ne? In ko tako razmišljamo, seveda pa gledamo te podobe neke stroge patriarhalne družbe v današnjih upodobitvah, ne? Pa si mislimo, nas kaj takega spet čaka, ne? Mislim, da je tu strah odveč, da gre predvsem za neke oddaljene odmeve preteklosti, neke hude travme ženske populacije, ki niso bile nikoli do kraja izpovedane ali pa sploh ne, ne? Pomislimo samo, kolikokrat nam je katera od naših babic govorila o seveda kmečkega porekla, o tem, da ni želela imeti 10 otrok, da je 3 splavila pri lokalni mazačici, da jo je mož posiljeval vsakič, ko je prišel pijan domov. Smo to kdaj slišali od svojih babic? Nismo, pa se je vsakodnevno dogajalo. Glej, to 100 let je minilo, ne? Od obdobja, ki ga ti raziskuješ. In to je čas po prvi svetovni vojni, tle smo med knjigami, ne? Tle imamo Kafko, ne? Ki je pisal pred in po prvi svetovni vojni. Nekje ob njem bi moral biti Jaroslav Hašek s Švekom, ne? In njegovo interpretacijo obdobja. Ampak tle je pač veliko svetovne literature in domače literature, ki je nastala v tem obdobju in je vsa razsvetljena, pametna, se zaveda velikih dimenzij, ne? Tukaj pa imamo opravka s sodišči, kjer je polje razumevanja sveta skrčeno praktično na fevdalne razmere, ne? Težko si je predstavljati, da če je moški ubil žensko kako so temu rekli, iz strasti, je par mesecev sedel v nekem približnem zaporu in potem šel nazaj domov in je lahko izbral naslednjo žrtev, ne? Ženska je bila obsojena na smrt praviloma, ne? In potem bila prepuščena kraljevi milosti, ne? Ampak konkretne razsodbe v času, ki ga ti opisuješ, se pa drugače iztečejo, ne? Obsodba ni dokončna in tudi interpretacije so različne. Pri Antoniji recimo se župan, se mi zdi, če se prav spomnim, zavzame za njeno usodo, ki je tudi advokat, ne? In pri drugih je podobno, skratka ni, upor ne pomeni definitivnega pokončanja tudi storilke, ne? Kako naj to razumemo? Ja, drži, ženske so bile večinoma obsojene na vešala, ne? Se pravi smrt na vislicah. Prva Jugoslavija, kazenski zakonik pozna smrtno kazen, ne? In tam v 20 letih je veljal še avstro-ogrski kazenski zakonik, kjer so sploh ki je bil fevdalen. Tako, kjer so sploh bile strožje obsojene ženske kot storilke zločinov nad zakonskimi partnerji. Po letu 1929, ko pa je začel veljati jugoslovanski kazenski zakonik, pa tudi so bile obsojene na smrt, vendar potem, kot praviš, ponavadi s kraljevo pomilostitvijo obsojene na dolgotrajne zaporne kazni. Antonija je bila mlada, dobila je samo 2 leti kazni. To je bilo bolj izjema kot pravilo, je pa v tem primeru zanimiva ta dikcija odvetnika, ki je bil hkrati pomemben štajerski funkcionar Slovenske ljudske stranke in ki blazno lepo razpre to oblastno dikcijo skozi ta nagovor advokata,
pred koncem sojenja in pravi, pomislite, temu dekletu je bilo vzeto njeno najvišje dobro, ne, tako mila, mlada in tako naprej. Se pravi, nič ni imelo stika s to Antonijo, ne, ker Antonija ni bila nič od tega. Ne. Potem reče ta zadnji udarec, ne, pomislite, da se kaj takega zgodi vašim sinovom in hčeram. Ne. In ko nam nekdo z oblastnih pozicij nekako bledi pogled z našimi sinovi in hčerami, takrat bodimo zelo pozorni, ker vemo, da bomo slej ko prej oblastno zlorabljeni, ne? Ali pa da smo v oblastni pasti. Tukaj bova končala in bova bralcem prepustila, da sami pogledajo v knjigo. Rožengrund je naslov, ukvarja se z ženskim nasiljem med obema vojnama, fantastična tema. Izšla je pri Beletrini in bo vsak čas v vaših rokah. Najlepša hvala, to je Mateja Ratej, raziskovalka, zgodovinarka z ZRC SAZU, Znanstveno-raziskovalnega centra. Erve, najlepša hvala, bilo mi je v čast. V resnici, ne? Ja, hvala tebi, meni v čast. Pa lep dan. Beletrina. Uživo.